V sredo 21. septembra je med 10. in 13. uro na Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah potekala prireditev v sklopu 10. Evropskega tedna mobilnosti, katerega tema se letos glasi Potujmo drugače in poudarja učinkovito rabo energije v prometu. Pobuda Evropske komisije, ki lokalne skupnosti spodbuja k izvedbi ukrepov in ozaveščanja za trajnostno mobilnost, se je začela že leta 1999, ko je v Franciji prvič potekal Evropski dan brez avtomobila. Ta je na podlagi dobrih izkušenj do leta 2002 prerasel v Evropski teden mobilnosti, ki vsako leto poteka od 16. do 22. septembra. V tem tednu lahko lokalne skupnosti predstavijo svoje mestna središča v drugačni luči in izvedejo ključne dejavnosti, namenjene omejevanju avtomobilskega prometa na določenih območjih, spodbujanju uporabe trajnostnih oblik prevoza in ozaveščanju prebivalcev o vplivih njihove izbire oblike prevoza na okolje. Lani je sodelovalo že 2221 mest s skupaj 227 milijoni prebivalcev. Lokalne skupnosti so samo lani uvedle kar 7506 trajnih ukrepov za izboljšanje prometne situacije v mestih, predvsem na področjih kolesarjenja, hoje, umirjanja prometa, izboljševanja prometne dostopnosti in krepitve zavesti o trajnostnih potovalnih navadah. V Sloveniji v Evropskem tednu mobilnosti vsako leto sodeluje od 20 do 30 občin, katerih sodelovanje koordinira Ministrstvo za okolje in prostor. Letos se je pobudi pridružilo 30 občin, ki bodo med 16. in 22. septembrom pripravile številne in raznolike aktivnosti. Med njimi je tudi občina Slovenske Konjice, ki je za svoje občane pripravila poligon varne vožnje s kolesom za šolarje in ostale obiskovalce. Za najuspešnejše so pripravili praktične nagrade, na stojnicah je bil na voljo informativni material. Naraščajoči trend kolesarskega prometa je občino Slovenske Konjice spodbudil k izdelavi kolesarske karte za območje občine Slovenske Konjice z opisom turističnih, kulturnih in zgodovinskih točk. Gričevnata konfiguracija občinskega prostora namreč omogoča neštete možnosti za kolesarje in pohodnike. Te prednosti pomenijo večjo izbiro pri načrtovanju kolesarskih poti, zato se bodo le te pripravile na način, ki bo omogočal kar največjo raznolikost in izbiro poti. Od kratkih, ravninskih tras, ki bodo namenjene družinam, pa do zahtevnejših poti za izkušene kolesarje. Mreža kolesarskih poti bo zajemala uporabo vse že zgrajene infrastrukture za kolesarje, hkrati pa bo potekala po manj prometnih in bolj atraktivnih občinskih cestah. S tem dejanjem se bo skušal popularizirati kolesarski promet na območju občine in s tem prispevati k miselnosti en kolesar več pomeni en avto manj. V sklopu prireditve Potujmo drugače se je izvedla tudi razgrnitev idejne trase teh kolesarskih poti, obiskovalci pa so lahko podali svoje predloge in pobude. Promet je namreč tisti v Evropi, ki porabi največ energije, kar tretjino, v Sloveniji pa celo več in to kar 40%. Zato se osrednja tema Evropskega tedna mobilnosti tokrat glasi Potujmo drugače in poudarja učinkovito rabo energije v prometu. Zelo me veseli, da ste vi danes pripotovali na naš mestni trg drugače, ne v avtomobilih in niso vas pripeljali starši, niso vas pripeljali avioni ali helikopterji, ampak ste se sem pripeljali na lastno energijo. Tako, danes smo za vas pripravili nekaj stvari. Kot vidite, smo pripravili kolesarski poligon, na katerem se boste lahko preizkusili. Preizkusili boste lahko svojo potrpežljivost, svojo natančnost, usmerjali pravilno svojo energijo in si tisti, ki boste najboljši, zaslužili tudi lepe nagrade. Vsi pa boste prejeli tele lepe majčke, ki jo imam že jaz na sebi danes, se pravi zavedno za okolje ali za okolje. Tale poligon, vam moram kar povedati, malo ste si že lahko ogledali progo, ni najbolj enostaven. Sama sem ga sprobala na lastni koži, malo sem imela nemirne roke. Ko bi šla drugič, bi bilo sigurno lažje. Kaj morate početi, je narisano na teh ploščicah, na tleh, da pa ne bo nobenih nesporazumov, bo najprej testno vožnjo na današnjem poligonu odpeljal Andraž Mlaker, ki tudi dela na občini in je zadolžen za promet. Tako da dajmo
mesto je zasedal en fant. Z rezultatom, samo da ga najdem, z rezultatom 36:9 pišeš se Tomažič, ime mu je pa Žan. Prosim, Žan, da prideš po nagrado. 100 evrov. Ne, nagrade tokrat niso finančne, so veliko bolj vredne, tako iz rok naše prikupne asistentke. Tretja nagrada, bravo, Jož, čestitam. Takole da seveda še fotografije. Da boš imel za spomin. Hvala lepa. Drugo mesto je tudi zasedal fant. Priimek ima Hren. Ime pa ima Marcel, dosegel pa je rezultat 35:7. Bravo, Marcel. Čestitam, Marcel. Veliko uspehov s kolesom še naprej. Tole je dobil Marcel, pridi k meni, da se še poslikaš. In kdo je današnji zmagovalec? Ne boste verjeli imena ne smem izgledati, ker pa boste takoj vedeli, kdo je. Priimka ne vem, rezultat 36:4, kliče pa na ime Jož. Bravo, Jož. To je torej Jož Tmernik, sedaj smo izvedeli tudi njegov priimek. Jož še na fotografiranje obvezno. Poglejmo, kaj še je v Joštovi vrečki. Same fine stvari, ja, zelo podobno kot v prejšnji vrečki. Velikokrat, ker tale kazalka se ne bo hitro izrabila. Tako, to so bili naši glavni nagrajenci. Sedaj pa vse, ki ste sodelovali na današnjem poligonu, vse kolesarje, vabimo tukaj na našo promocijsko stojnico, da pridete po majčko zase, po odsevnik zase in po kresničko zase. Torej, današnja prireditev, ki smo jo na občini Slovenske Konjice izvajali v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, je bila namenjena predvsem mladim, zato smo uspeli k temu pritegniti osnovno šolo ob Dravini, osnovno šolo pod Goro, Mladinski center Dravinjske doline in pa gimnazijo Slovenske Konjice. Udeležba je bila dokaj zadovoljiva oziroma je bila dobra, pri čemer pa so mogli vsi udeleženci prevoziti poligon, ki je bil sestavljen iz poligona, ki ga sicer uporabljajo osnovnošolci v tekmovanju v obvladovanju kolesa. Sama prireditev je bila nekako nastavljena na današnji dan, zaradi tega, ker Evropski teden mobilnosti traja od 16. do 22. septembra in se z jutrišnjim dnem tudi zaključuje. Tako da smo tik pred zaključkom izvedli to prireditev. V sklopu tega pa smo tudi razgrnili idejno zasnovo oziroma idejno skico kolesarskih poti v občini Slovenske Konjice, ki ravnokar nastaja pri nas v sodelovanju z Ticem Slovenske Konjice.